Srečko je ime dnevnika, s katerim svojo težko izkušnjo žalovanja in hkrati vihrave mladosti ter odraščanja deli Lucija. Jasna in Klara pa sta imeni dveh srečnic, ki sta prebrali knjigo Nič več kot prej. Klara, a tudi ti pišeš dnevnik? Ima mogoče kakšno ime? Ne, jaz ne pišem dnevnika, ampak nikoli ga tudi nisem. Ampak mogoče mi je v branju knjige se prirodila kakšen zamisel, da bi ga začela. Aha, torej te je knjiga navdušila nad morebitnim pisanjem dnevnika. Kako se ti je zdelo to, da je napisana v takšni obliki? Zdelo se mi je odlično. Se tudi sama rada berem knjige, ki so napisane malo drugače. Se mi pa zdi, da tudi za tiste, ki niso tako vzljubili branja, da je ta knjiga mogoče malo lažja za njih za branje, ker je napisana v obliki dnevnika. Ja, dnevnik je tudi odlično orodje za predelovanje težkih čustev, s čimer se sooča devetošolka Lucija, glavna junakinja. Izgubila je namreč mlajšo sestrico in pisanje dnevnika ji je priporočila šolska psihologinja Mary. Kakšno vlogo ima Mary v knjigi? Mary je šolska psihologinja, ki z devetošolci opravlja pogovore, kjer se vsi skupaj družijo, pogovarjajo o vseh temah, se prosto pogovarjajo, v šoli, o tabujih, o starših. Imate tudi vi koga takega v šoli? Ne, v naši šoli nimamo nobenega takšnega. Se mi pa zdi pomembno, da ima vsak osebo, ki lahko zaupa, ki se lahko prosto pogovarja, da jo posluša. No, psihološki proces žalovanja je morala zelo dobro preučiti tudi pisateljica Manka Kremenšek Križman. Mene je zanimalo najbolj, kako se sploh lotiti pisanja take zgodbe, ki govori o tako težki temi, kot je žalovanje v času odraščanja. Pa je kar prisluhnila. Torej, obravnavanje smrti, bolečine nikoli ni enostavno, morda posebej ne v mladinski književnosti. Zdi se mi, da je sedanji svet naravnan tako, torej družba, da odrinja bolečino, smrt nekam stran, za zidove nekih inštitucij, najsi bo bolnišnic, domov za ostarele in podobno. Svet naj bi bil prikazan kot da vsi živimo uspešno, lepo, da ne rečem bogato življenje, vendar temu ni tako. Nekoč je bilo drugače, smrt je bila veliko bolj del življenja neke družine, danes pa se zdi, da s tem ne znamo prav ravnati. Hvala lepa, Manka. Klara, a se ti zdi, da je kljub temu, da je pač knjiga govorila več ali manj o žalovanju, v njej nekakšna lahkotnost in mladostnost? Jaz sem dobila tak občutek. Ja, kljub temu, da opisuje žalovanje, so v knjigi tudi bolj prijetne zgodbe, kot zgodba s Klemnom, prijateljico Saro in kako je dobila svojo mlajšo sestrico Suri. Ja, vse te zgodbe so Lucijo naredile bolj sočutne in hkrati tudi močnejše in običajno je tako, ko gremo čez kako težko preizkušnjo, čeprav po njej ni nič več tako, kot je bilo prej. Se strinjam, hvala za pogovor. Poglejmo pa, ali boste znali izluščiti odgovor. Knjiga govori o spopadanju s težko življenjsko situacijo glavne junakinje. Kateri način spoprijemanja s težavami je v ospredju skozi celotno delo? A. Zaupni pogovori z bližnjimi. B. Obiskovanje šolske psihologinje. C. Sprejemanje bolečine in smrti kot dela življenja. Ali D. Sprotno spremljanje osebnih občutkov in doživljanj. Pač C, da pač spremljaš. B. B? C. Ne, samo ona se bolj pogovarja. Kaj dam? Ne. Kaj pa je prav? C? Ja, C. Vijoličasti so odgovorili B, torej obiskovanje šolske psihologinje, rumeni pa C, sprejemanje bolečine in smrti kot dela življenja. Ja, delo je zapisano v obliki dnevnika, v katerega glavna junakinja zapisuje svoje misli in občutke in jih s tem predeluje. Pravilen pa je žal odgovor D.